Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav in dobrodošli v oddaji Replika. Takoj z vstopom v novo leto je izbila afera povišanja plač uprave Slovenskega državnega holdinga, ki so si povišali plače nekje okrog 40%, to pomeni več kot 15 000 evrov bruto. Seveda so se s tem pričakovanja in pritisk sindikatov javnih uslužbencev na povišanje plač se je povečal in kot kaže bo vlada vsakokratnim pritiskom popustila, kajti vstopili smo tudi v predvolilno leto. Nenavadno pri tem je, da se nihče ne spomni svetopisemskega pravila o 7 bogatih in 7 sušnih letih. Na to in še nekatera vprašanja nam bo odgovoril in dal pojasnila naš poslanec Danilo Ranc, poslanec politične stranke Modernega centra, izvoljen v volilnem okraju Mežiške doline. Ali vlada s tem, ko popušča, deli predvolilna darila ali kako bi vi to opredelil? Najprej se lepo zahvalim za povabilo v vaš studio in tudi zaželim vse najboljše v letu 2018 vsem gledalkam in gledalcem te lokalne televizije, ki je vse bolj prepoznavna. Prav tako želim veliko uspeha vodstvu te televizije. Kar se tiče tega vašega izhodiščnega vprašanja, bi povedal takole, da tudi meni se ta zadeva v zvezi z nenormalnim povišanjem plač vodstvu državnega holdinga zdi nenavadna, je tudi ne odobravam. In mislim, da bo moral tu nadzorni svet ukrepati, na vse zadnje tudi vlada kot skupščina SDH-ja ima pristojnost, da o tem razpravlja, do tega se je že opredelila in mislim, da je takšen dvig nesorazmeren. Kljub gospodarski rasti, ki jo imamo v Sloveniji, je treba pozitivne učinke gospodarske rasti enakomerno porazdeliti med vse, med delavce, med javno upravo in seveda tudi med vodilne in to predvsem vezati na rezultate dela. Torej predvidevate, da bo vlada tu posegla in razveljavila to povišanje? No, vlada kot skupščina, kot lastnica, najvišji organ ima možnost, da seveda ukrepa in pričakujem, da se bo to tudi zgodilo in da seveda povpraša nadzorni svet, kako je te sklepe sprejemal in da tudi presodi, ali so ti dvigi bili upravičeni, meni se vsekakor ne zdijo. Kot rečeno, vstopili smo v novo leto in s tem tudi v predvolilno leto, ker predvidoma maja meseca bojo tudi volitve v državni zbor. Skratka, torej je pravi čas, da morda tudi malo osvetlimo tisti del vaših predvolilnih obljub ali napovedi ali vaših programskih usmeritev. Kako je zdaj prelet tega? Mandat, kot rečeno, se izteka in vi zdaj lahko date neko eno kompetentno oceno o realizaciji teh predvolilnih obljub. No, mislim, da je seveda mandat gre proti koncu in ko se oziram nazaj, glede na to, da smo stranka Modernega centra sorazmerno mlada in nova stranka, mislim, da smo upravičili zaupanje volivcev, da smo dosegli veliko gospodarsko rast. Slovenija ima eno najvišjih gospodarskih rasti v Evropski uniji, zmanjšala se je brezposelnost. Začeli smo nekatere projekte, o katerih se je govorilo več kot 20 let, spomnimo drugi tir, spomnimo tretjo razvojno os, to so infrastrukturni projekti, ki poganjajo gospodarsko rast. Skratka, smo dokazali, da smo neka srednja pot in da smo dosegli pozitivne rezultate. Tudi sam osebno sem, ko sem pripravljal program za Mežiško dolino, se osredotočil predvsem na nekatere projekte, kot so tretja razvojna os, potem izgradnja infrastrukture za lokalne gospodarske družbe, potem sodelovanje z vsemi deležniki v družbi, mladimi, starejšimi, kontaktiranje, tako sodelovanje z župani. Na vse zadnje tudi izraziti je treba neko vrsto solidarnosti do najšibkejših. Tudi tukaj sem svojo volilno zavezo izpolnil in del plače namenil najšibkejšim, čeprav to
je moja naloga, seveda, da zagotovimo pogoje, da to ne bi bilo potrebno, vendar sem do sedaj okrog 8 000 evrov namenil različnim socialno ogroženim društvom in posameznikom. Kot rečeno, izpolnjujete tiste svoje predvolilne obljube, seveda bi pa posebej vprašal, napovedali ste tudi ekološko sanacijo Zgornje Mežiške doline, pa bi morda tudi na to temo kaj rekel. No, tu je ena pereča tema, v bistvu gre Mežiška dolina industrijsko regijsko središče, ki industrija pustila določene posledice. Zakon o varstvu okolja jasno določa, da je možno z odlokom sanirati ta bremena preteklosti, to se je tudi zgodilo. Prejšnje vlade so to sicer sprejele, vendar nažalost niso izvajale tega odloka, tako da je tukaj zaostanek okrog 3 milijone evrov. Kot poslanec se zavzemam, da se ta odlok realizira, da se nadoknadi izpad sredstev in da se namenijo dodatna sredstva v okviru tega projekta okrog 4 milijone evrov. Predvsem pa naj poudarim to, da nasprotujem pobudi v reševanju te problematike na način, kot ga sedaj napoveduje poslanka iz Celjske kotline, da bi to reševali zakonom. Kajti mi smo zakonsko prenormirana družba. Mi imamo zakon, ki to omogoča, imamo vladni odlok, ki ga moramo spoštovati in zavzemal se bom za to, da se ta odlok izpolni in da se Mežiška dolina z nekim sprejemom zakona v Celjski kotlini ne bi postavila v manj vreden položaj. Prizadevali se boste tudi za sanacijo vodovoda in posledično odpravo tudi salonit, ki so še zmeraj kot cevi, po katerih se pritaka voda. Kako je s tem? No, tukaj vidim en dodaten problem, in seveda je tu Mežiška dolina kot ena celota, kot infrastruktura jo povezuje ceste, vodovod, elektrika in tukaj je potreben skupen pristop v celotni Mežiški dolini k reševanju te problematike, ki se navezuje tudi na zagotavljanje pogojev gospodarskim družbam. Ne morem se predstavljati, da bi Lek, ki je sedaj investira v okrog 100 milijonov evrov v dodatna delovna mesta, da mu tukaj ne bi zagotovili infrastrukture, torej neoporečne vode, kanalizacije in pa seveda tudi električne energije. Slovenija beleži visoko gospodarsko rast, prek 4,5 odstotkov gre tale gospodarska rast. Posledično tudi gospodarstvo v Mežiški dolini je v dobri kondiciji. Sočasno smo lahko razbrali, da zaradi dobrih rezultatov so bile izplačane tudi visoke dividende. Pa se pri tem postavlja vprašanje, to isto gospodarstvo, kakorkoli je, uspešno, sočasno je tudi en onesnažitelj tega okolja. Pa ali je tudi kaj strani gospodarstva, da vrača v sanacijo tega okolja v Mežiški dolini, predvsem mislim zdaj tu v Mežici, pa tam, kjer so dejansko bile izplačane kar visoke dividende. Je šlo kaj tudi del tistega dobička v ta del sanacije? No, mislim, da po mojih informacijah gospodarske družbe v Mežiški dolini spoštujejo veljavno zakonodajo na tem področju in ne povzročajo dodatnega onesnaževanja. Seveda tukaj pa govorimo o bremenih preteklosti. Reka Meža je tekla po celi dolini in raznašala ta mulj, svinčeni in tudi obrežja reke Meže so onesnažena v vseh 4 občinah. Tako da tukaj mislim, da so naše gospodarske družbe družbeno odgovorne, skrbijo za okolje, delovna mesta. Seveda tudi, ko investirajo takšne procese, ki so ekološko neoporečni in ki imajo določene naprave, filtre in druge postrojenja, ki onemogočajo dodatne emisije v okolju. Podatki, ki se pač kažejo skozi to visoko gospodarsko rast, gredo tudi v to smer, da v bistvu jasno se kaže tudi, da Mežiška dolina pomembno polni razne proračune, tudi državni proračun predvsem.
Pa je zdaj, kakšna je ocena oziroma kako, ali se temu ustrezno tudi vrača iz proračuna dovolj sredstev v ta naš prostor? No, vsekakor je to zanimivo vprašanje. Tudi moj cilj je bil, ko sem nastopil ta mandat, da se naš glas v Ljubljani sliši in da del sredstev, ki se seveda zbirajo v proračunu, dobi Koroška nazaj. Vsekakor je tu v Mežiški dolini so velike gospodarske družbe, Simetal, potem TAP, Mežica, Lek in druge, ki ustvarjajo ogromne prihodke. Mislim pa, da smo dosegli tukaj določen preboj, da se je projekt tretje razvojne osi začel, po 20 letih lahko govorimo o začetku. Tudi za lokalno infrastrukturo se bo v 3 letih namenilo za Koroško okrog 45 milijonov evrov, tega za Mežiško dolino 15. Seveda ne bi rekel, da sem povsem zadovoljen, vendar mislim, da smo v tem mandatu tudi dosegli določen premik in to si Mežiška dolina tudi zasluži. No, če ostanemo še pri gospodarstvu, gospodarstvo se v tem trenutku se sooča gospodarstvo tudi s pomanjkanjem delovne sile, ampak predvsem tistih proizvodnih poklicov. Tu je sočasno je pa pritisk na delovna mesta v javnih upravah v širšem pomenu kar precejšen. Na vsako takšno delovno mesto se ogromno kandidatk in kandidatov prijavi. Pa je tu tudi kakšna posebna pozornost z vaše strani oziroma politike, da bi to problematiko razreševali, pa jo razrešili v prid gospodarstva? No, vsekakor je to, zagotoviti pogoje gospodarskim družbam za normalno delo. To seveda pomeni znižanje davčnih obremenitev, zagotavljanje pogojev za dodatne investicije v obliki infrastrukture. Tako, poglejte, Magna, tam se je tudi gospodarski družbi, ki ima resne namene, omogočilo, da se je odločila za investicijo. Tako podoben pristop želim spostaviti tudi v Mežiški dolini, da bi tem družbam, ki tukaj delujejo z infrastrukturo, omogočili še dodatne investicije, kar bi generiralo nova delovna mesta. Vsekakor je pa treba vzpostaviti v gospodarstvu takšna plačna razmerja, da tudi delavci tisti dobijo določeno povišanje plač, kajti tudi to je razlog, da mladi in drugi odhajajo čez mejo. Mislim, da se zdaj zadeve že malo obračajo, kolikor slišim, so prišli tudi do določenih popravkov v plačah, najslabše plačanim tudi delavcem, tudi v tem lokalnem okolju. Sigurno pa se ni možno znebiti občutka, da sindikati javnih služb ustvarjajo kar precejšen pritisk na plačno politiko in da so tudi zelo uspešni. Skratka, če pogledamo zdaj tale obdobje tega mandata, so se te pritiski od strani zdravnikov, policistov, gasilcev, skratka, palete, pa da ne govorimo o teh tako imenovanih štruklovih sindikatov, ko se pojavijo, zapretijo z nekim štrajkom oziroma stavko in praviloma uspejo. Seveda je to neko svojevrstno sporočilo, da je tu relativno varna, lepša služba kot gospodarstvo, sočasno pa tudi plače relativno se dobro popravljajo in zdaj tu je vloga, bi rekel, tako parlamenta kot vlade, da bi tu seveda te stvari spravila v nek red. Vsekakor imate prav, tudi tukaj sam zagovarjam, da določena nesorazmerja so bila, določeno tehnično osebje, najnižje plačanje v bolnicah ali tudi v šolstvu so zaostajali. Sam zagovarjam predvsem to, da kolikor pride do neke korekcije plač, da so ti plačilni razredi primerljivi v različnih dejavnostih, panogah. Seveda pa smo v tem trenutku tudi priča določenim izseljevanjem tudi nekaterih sindikatov, ki v bistvu neupravičeno to zahtevajo. Sam pa zagovarjam to in tudi sem prepričan, da bo vlada Mira Cerarja tukaj realno razporedila te pozitivne gospodarske efekte rasti med posamezne deležnike. Seveda je treba neke efekte porazdeliti vsem, kajti navsezadnje smo kot sistem skupaj ustvarili več, vendar na pošten način
in ne nekaterim privilegiranim panogam dodeliti več. Omenili ste tudi tako imenovano tretjo razvojno os, da se je umeščanje že začelo. Ampak, če tu takole malo še to pokomentirava, to umeščanje poteka že vse od leta 2008, skratka 10 let, že nekoč Janšanova vlada, če se tako izrazim, je to napovedala, da se bo leta 2010 že vozilo po tej tretji razvojni osi. Skratka, sprašujem pa zaradi tega, ker leto 2018 je volilno leto in seveda vprašanje je, prišla bo nova vlada ali kakorkoli lahko pride do spremembe vlade in v tem primeru, koliko so zavezane zdaj pol te roki, kakorkoli, ker vemo, vsakokratni parlament lahko spreminja, vlada pa tudi posega in na novo določa prioritete. No, jaz mislim, da je zdaj projekt tako daleč, da tu poti nazaj ni, seveda manj pa to poudarja, da to, kar ste rekel, popolnoma drži, da so dosedanje vlade v 20 letih različne, take in drugačne, tudi nekateri, ki so sedaj ministri v naši vladi to obljubljali v preteklosti, v različnih vladah in to se nikoli ni zgodilo. Korošci smo tu bili večkrat izigrani, tako ali drugače, mogoče tudi sami še včasih nismo dovolj poenotili, da bi enotno nastopali do Ljubljane. Predvsem me moti tudi to, tudi nekateri ministri v sedanji vladi so pri tem umeščanju, govorim konkretno Ministrstvu za kmetijstvo, dolgo nasprotovali tej trasi na relaciji Šentrupert-Velenje. In potem je treba reči, da tu je predvsem Ministrstvo za infrastrukturo, pa predvsem s podporo predsednika vlade Mira Cerarja prišlo do premika, da je podpisan protokol. Ne smemo pozabiti tudi zelo pozitivne vloge v zadnji fazi poenotenja lokalnih dejavnikov, da bo ne omenim mladinske iniciative, ki je odigrala zelo pozitivno vlogo. V zadnji fazi tudi župani so se potem poenotili in smo skupaj dosegli to. Tako da je treba projekt na tak način seveda tudi nadaljevati. Samo kot kaže, je trasa do, če tako rečem, do Slovenj Gradca več ali manj dejstvo. O trasi nadaljne povezave Slovenj Gradec-Holmec pa je zadeva, kot da je neka potencialna možnost. Je tu pa še morda podvprašanje k temu. Tudi zdaj ta usmeritev, da je pa ocena, da je nujno potrebno graditi drugi cestni obroč okrog prestolnice, ker je pač tam prometni zamašek. Po nekaterih ocenah gredo ocene v to smer, da bi se naj zaradi tega tudi ta gradnja, pa ta pričetek gradnje, pa vse ta realizacija odmikala na področju tretje razvojne osi. Koliko je na tem? V bistvu je tako, da mi je oblikovana operativna delovna skupina iz sestavi DARS, Ministrstvo za infrastrukturo in tudi predstavnik županov iz Koroške regije, ki redno spremlja ta rokovnik in tudi bo obdela nad izvajanjem tega projekta. Tako da tu bojazni ni, da bi se to preložilo. Seveda je pa treba tudi nadaljevati s podobnim načinom spremljanja in pa tudi umeščanja naprej od Slovenj Gradca do Dravograda in Holmeca in tukaj poiskati optimalno rešitev. Prav je pa, da se projekt začne vendarle nekoč čim prej realizirati. V letu 2018 projektna dokumentacija, že odkup zemljišč in potem gradbena dela. Tako. Izredno močno inicijativo ste imeli tudi glede lesnopredelovalne industrije na Koroškem. Skratka, vaš program je zajemal to, da se pač ne izvaža samo ali pa izvažamo hlodovino, ampak da se temu lesu da višja dodana vrednost. Pa lahko zdaj v zadnjem obdobju zasledimo ali smo zasledili, da je v bistvu kar precej te iniciative prevzel minister za kmetijstvo Židan, ki je tudi navsezadnje tu pripeljal potencialne oziroma kupca za iverne plošče. Skratka, kako vi to, ste tu vi z njim usklajeni ali gre ta politika bolj sama
vsak sebi ali kako bi vi to pojasnili? No, moram reči, da sam sem si seveda prizadeval in tudi predlagal prvič ustanovitev direktorata za lesno industrijo, ki je na Ministrstvu za gospodarstvo pod ministrom Počivalškom, in seveda je logično, da lesna predelava sodi pod to ministrstvo, ne. Tudi zakon, ki smo ga sprejeli za ustanovitev družbe za SiDG, za upravljanje z državnimi gozdovi, jasno določa v 4 členih, da mora ta družba ustanavljati centre za zbiranje in predelavo lesa po Sloveniji, in tudi vlada kot skupščina je naložila upravi te družbe, da to naredi, a ne. Zato je namenjenih celo 40 milijonov evrov finančnih virov, in seveda tu Koroški, glede na les, ki ga imamo, pripada del teh virov za formiranje tega centra. Tu sem seveda razočaran predvsem z stališčem Ministrstva za kmetijstvo. Tudi minister Židan je v prvi fazi nasprotoval, da bi se družba vzpostavila na Koroškem v okviru lesnega centra. Na mizi je bil celo pripravljen poslovni načrt, ki je bil na zahtevo določenih predstavnikov iz Desusa tudi umaknjen iz seje nadzornega sveta. In če bi takrat, to je bilo pred letom dni, to sprejeli na nadzornem svetu, bi ta lesni center že 1 leto obratoval. Poglejte zdaj te vetrolome, tu je ogromno lesa, ki ga bi lahko predelali, tukaj bi bilo 200 delovnih mest. Tako da tukaj moram reči, da je po moje gre za določeno predvolilno gesto, da je bil to zelo dober SMC projekt, ki je z določenih političnih razlogov v prvi fazi ni bil podprt. Sedaj se pa seveda ponujajo določene rešitve na osnovi nekih pogodb, ki jih jaz tudi ne poznam. In tu ne gre za to, da bi družba SiDG vlagala na Koroško. Tu gre za popolnoma druge rešitve. Mi imamo zakon, ki ga moramo spoštovati, smo pravna država, in tudi tukaj bi vlada kot skupščina morala ukrepati, podobno kot sem prej dejal na primeru Slovenskega državnega holdinga. To kaže, da smo dejansko vstopili v predvolilno leto in da to obdobje bomo lahko doživeli še razna takšna, bi rekel, intervencijska dejanja, s katero bi se pač posamezna politična stranka ali pa osebnost želela afirmirati. Seveda tudi tukaj bi jaz osebno pričakoval složnost Korošcev, ki smo v Ljubljani, in bi morali stopiti skupaj, podobno kot pri 3. razvojni osi. In takrat, ko je bila ideja o vzpostavitvi tega centra pred letom dni z viri, ki so na razpolago, bi morali vsi lokalni politični deležniki iz koalicije, govorimo o stranki SD, Desus, odločno zahtevati od svojih šefov, da tako rečem, liderjev v Ljubljani, da ta vire, ki so v tem zakonu omogočeni, zagotovi v višini najmanj 10 milijonov evrov za vzpostavitev centra za zbiranje in predelavo lesa na Koroškem. In sedaj na koncu bi vas še vprašal, predvolilno leto je. Boste ponovno kandidiral v volilnem okraju Mežiške doline za poslanca na okviru stranke Modernega centra? Ja, vsekakor bom ponovno kandidiral. Za nami je zelo pestro in dinamično obdobje. Toliko imam izkušenj sedaj v politiki, da je na kratek rok tudi težko zadeve radikalno spreminjati, tako da tukaj sem si nabral določene izkušnje. Mislim, da je tu stranka Modernega centra ena prava srednja pot, da smo si nabrali toliko izkušenj in da lahko z volilnim programom za naslednjo obdobje ponovno prepričamo volivce. Predvsem se bom pa v svojem programu predvsem prizadeval za Mežiško dolino, tudi za te programske zadeve, ki so v fazi realizacije, in mislim, da smo v tem mandatu tudi dokazali, da se Slovenijo da z eno srednjo potjo voditi naprej v dobre čase. To kažejo navsezadnje tudi rezultati, gospodarska rast in drugi ekonomski kazalci. Veliko sreče pri kandidaturi.
Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za gledanje oddaje Replika in nasvidenje.